Pozdravljeni! Po mojem osebnem mnenju je bila odločitev, da se veliko nagrado Kitajske prestavi na nek kasnejši datum, pravilna. Sicer bomo videli, ali jo bojo celo izvedli v sezoni 2020 ali ne, ampak to sploh ni važno. In tudi morebitna odločitev o odpovedi kakšne izmed preostalih prvih 3 dirk bo po svoje upravičena, namreč različne države imajo različne omejitve, različne strahove in to je treba upoštevati in sprejeti. Sicer interes mene, navdušenca Formule 1, je to, da dirke vidim, a mislim, da je naš skupen interes o zdravju, interes celotne svetovne populacije malo nad mojim osebnim. Ampak prav to vprašanje o skrbi za moj osebni interes me je spravilo do nekega argumenta, katerega še nismo razčistili in izhaja iz lanske sezone. Namreč spomnimo se dogajanja okrog velike nagrade Avstralije pred začetkom sezone 2019. Eden izmed njihovih poslancev je sprožil zanimivo vprašanje, namreč podvomil je v to, ali ta Mission Win Now na bolidih Scuderie Ferrari v resnici ni prikrito tobačno oglaševanje. In Avstralija ima zelo strog zakon, katerega posnemamo tudi mi v Evropi, ter bila je več kot očitna skrb, da ukolikor bi ta napis res pomenil tobačno oglaševanje, ne samo, da bi bila velika kazen za Scuderijo Ferrari, temveč bi sledil tudi zaseg materiala. Govorim o bolidih, da se bomo bolje razumeli. In v izogib temu so pri Ferrariju sneli vse napise, imeli so kar nekaj problemov v skladiščih dobiti tisto staro opremo brez spornih napisov, a vseeno v Avstraliji, tako pri Ferrariju kot pri McLarenu, kateri imajo tudi tobačnega sponzorja, ni bilo spornih napisov. Nato je sledila tista mini turneja v Aziji, kjer napisi so bili seveda prisotni, in nato so prišli v Evropo, kjer se je praktično zgodilo nekaj komičnega. Imeli smo dirke z napisi, tiste na začetku, in imeli smo dirke brez napisov. A tisti, ki bi morali o tem odločati, so bili modro tiho. Noben se ni izrekel, ali je to dovoljeno, ali je to prepovedano. Mislim, da so pravila jasna, a za ta naš interes vseh navdušencev v bistvu ne skrbi nihče. Namreč, če je to škodljivo za naše zdravje, ga morajo prepovedati. In tu se sam zavedam, da so barvne sheme tobačnih pokroviteljev del Formule 1. Od sezone 1968 naprej skoraj nikoli niso bile izključene. A vseeno, če je nekdo sprejel tako zakonodajo, jo moramo spoštovati in mislim, da tu pri tem ni dvoma. In čeprav se sam zavedam, da tiste barve v obliki cigaretnih škatlic so še tako prisotne v naši zavesti, je treba biti spoštljiv do sprejete zakonodaje. In tu bi rad, da bi se vsi mi spomnili velike nagrade Belgije leta 2003. No, če bi si jo le lahko spomnili, kajti leta 2003 velike nagrade Belgije ni bilo. In ni je bilo zato, ker v svetu Formule 1 je bila dovoljena uporaba napisov tobačnih pokroviteljev do sezone 2006. A v Belgiji so sprejeli bistveno bolj ostro protikadilsko zakonodajo in zaradi tega so prepovedali uporabo vseh napisov, kar je pomenilo, da dirke tistega leta ni bilo. Naredili so nekaj, kar je bilo v zaščito interesa vsega prebivalstva, čeprav nam, navdušencev nad dirkami Formule 1, to ni bilo po godu. A treba je spoštovati njihovo odločitev in pohvaliti njihovo načelnost, nekaj, kar danes v Evropski uniji manjka. In seveda, tu sledi spet moj pomislek. Pri predstavitvi bolida Scuderie Ferrari za sezono 2020 se je italijanski Kodakons, to je združenje potrošnikov, oglasil in rekel: poglejte, napisi Mission Win Now, kateri zopet ne vemo, česa pomenijo, to je prikrito reklamiranje tobačnih izdelkov, pritožili se bomo, Ferrari, ne smete ga početi.
kar bi bilo, bom rekel, spet nekako opravičljivo, če Mission with Now ne bi bil na boledih Scuderie Ferrari pravzaprav od velike nagrade Italije v sezoni 2018. Kaj je počel Kodakons od septembra 2018 do februarja 2020, mi ni znano. A napisi so bili prisotni in tudi o kaki obtožnici ni ne duha ne sluha, bili so samo članki tam na začetku pri predstavitvi. A seveda, čigav interes zagovarjajo ti posamezniki, mi ni jasno. Zgleda, da kake skrbi za moje osebne zdravje tu ni videti. In treba je poudariti še nekaj. V današnji Formuli 1 imamo ogromno pokroviteljev, kateri se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo alkoholnih pijač. In na mnogih napisih vidimo brezalkoholne različice, vidimo opozorila, da moramo ravnati odgovorno, a sprašujem se na zaključku, kakšna odgovornost je tistih, ki v resnici lahko odločajo, če niso sposobni sprejeti pravočasne in jasne odločitve o tem, ali te napisi sodijo ali ne sodijo na bolid Formule 1. V našem interesu, seveda ne njihove. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.